Spoštovani, predsednica Republike Slovenije, dr. Nataša Pirc Musar je danes gostila srečanje o aktualnih izzivih na področju skrbi za starejše. Na srečanju so sodelovali minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti gospod Luka Mesec, generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Marjan Papež, predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Frančiška Četkovič, direktorica Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo magistrica Barbara Kobal Tomc in predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. V nadaljevanju bodo izjave podali predsednica Republike dr. Nataša Pirc Musar, minister gospod Luka Mesec in predsednica Sindikata upokojencev gospa Četkovič. Gospa predsednica, prosim, izvolite. Ja, hvala lepa, Nejc. Izjemno vesela sem, da sem danes lahko gostila v predsedniški palači ljudi, ki o pokojninah in potrebni pokojninski reformi res nekaj vedo. Vrata predsedniške palače bodo nedvomno vedno odprta vsem, ki se s tem ukvarjajo, ki imajo argumente, ki imajo podatke in se seveda s tem ukvarjajo več kot 2 meseca. Pogovarjali smo se o tem, kako in na kakšen način se lotiti pokojninske reforme in izjemno zadovoljna sem, da mi je minister Mesec povedal, da se tega ne bodo lotili na hitro, torej rokohitrsko, da se pokojninska reforma pripravlja že poglobljeno. Pogovarjali smo se pa seveda tudi o tem, kako v teh časih vendarle pomagati tistim upokojencem, ki so na najnižjih pokojninah. Ker do nekaj zaključkov smo prišli, o sami pokojninski reformi, prosim, da me razumete, danes ne jaz in minister ne bova govorila, ker je res v pripravi, se mi ne zdi nepametno, neoportuno. Bi pa vendarle spregovorila o prepotrebnih ukrepih, ki lahko olajšajo življenje tistim najbolj revnim. Danes smo se pogovarjali o varstvenem dodatku. Skupaj z udeleženci posveta, pa mislim, da se je gospod minister tudi strinjal, se da narediti en dosti preprost in hiter ukrep. Verjetno vsi zelo dobro poznate, da je treba pri varstvenem dodatku vpisati tudi premoženje otrok. V Sloveniji se je to izrodilo v nasprotno smer. Tisti upokojenci, ki so revnejši in ta varstveni dodatek seveda potrebujejo, se zanj niso odločali, ker njihovi otroci ne želijo razkrivati svojega premoženja. In tu smo prišli v nek začaran krog. Minister mi je obljubil, da bo pogledal, kaj se na tem področju seveda da postoriti. Drug ukrep, o katerem smo se pogovarjali, so vdovske pokojnine. Tu je imel gospod Papež en zelo dober predlog, da bi se vdovske pokojnine, 10 tisoč je takšnih v Sloveniji, večinoma so vdove, nekaj manj vdovcev, povečale na tisto zajamčeno pokojnino, torej 688 evrov. Tudi v tem segmentu mi je minister Mesec rekel, da bodo izdelali izračun in pogledali, kaj se na tem področju seveda da postoriti. In če lahko še zaključim z eno mislijo, pozorno spremljam dogajanja v zadnjih tednih na področju pokojninske reforme in na momente tudi, rekla, nekulturnega, neprimernega diskurza v javnosti. Kot predsednica Republike res pozivam vse, da se upokojencev ne zlorablja za nabiranje volilnih točk, naj se realno pogleda na njihove probleme, naj se v javnosti nastopa, prosim, z realnimi argumenti in predlogi in ne bi želela, da se res upokojence izkorišča samo še kot volilno telo. Na levi in na desni strani bodimo odkriti, oboji naj na to seveda pazijo. Skratka, danes smo v predsedniški palači odprli nek prostor za konstruktiven dialog in sem vsem udeležencem res zelo hvaležna. Zdaj pa gospod minister, kar jaz besedo predajam vam. Najlepša hvala, gospa predsednica. Jaz se v prvi vrsti zahvaljujem predsednici kot vsem udeležencem, se pravi gospodu Sušniku, gospodu Papežu, gospe Četkovič in pa gospe Kobal Tomc, da smo danes imeli zelo konstruktivno razpravo o tem, kako po eni strani upokojencem pomagati v trenutni situaciji, po drugi pa o tem,
kakšno pokojninsko reformo potrebujemo, da bomo prvič odpravili revščino med upokojenci in drugič v naslednjih 30 letih izgradili boljši pokojninski sistem od tega, ki ga imamo, nam bo omogočal dostojne pokojnine in varno starost. To sta bili temi današnjega srečanja. Moram reči, da smo slišali vrsto dobrih predlogov z vseh strani, ki jih bomo na ministrstvu tudi preučili, začenši s tem, kar je že predsednica omenila, varstveni dodatek in pa vdovske pokojnine. Sicer pa, kot veste, se snuje pokojninska reforma. Za izhodišče smo vzeli to, kar sem povedal, se pravi, kako postaviti boljši sistem od tega, ki ga imamo in kako preprečevati revščino med upokojenci. Bom pa več o sami reformi povedal, ko se o tem dokončno dogovorimo na vladi. Trenutno je vse to še v usklajevanju. Sicer bi pa tudi sam dodal, kot je predsednica rekla, da trenutno razumem stisko sodržavljank in sodržavljanov, ampak je treba razumeti, da nismo v nekakšni tekmi, kdo bo od države več izsilil, ampak je treba gledati, da vsi živimo v isti državi, vsi bomo živeli v tej državi in zato moramo gledati na skupno dobro in skupno korist. Se pravi, kako bomo skupaj postajali boljša družba od te, v kateri živimo. Hvala lepa. Prosim še gospa Četkovič. Hvala lepa, minister. Morda še preden besedo dobi gospa Četkovič. Seveda smo danes govorili tudi o izredni uskladitvi pokojnin. Kot verjetno veste, je 27.2. Vlado k uskladitvi pokojnin pozval Svet Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Jaz bi si res samo želela, da vlada oziroma pristojni minister vsaj odgovori na ta poziv in obrazloži, v kakšnem segmentu se bo ta uskladitev zgodila, če se ne bo, kakšni bodo drugi ukrepi. Mislim, da je prav in pošteno, da se upokojencem na ta poziv SPIZ-a odgovori. Evo, izvolite, gospa Četkovič. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica, za to možnost, da lahko v takšnem krogu razpravljamo o težavah in problemih, predvsem socialno-ekonomskih, s katerimi se srečujejo naši upokojenci in upokojenke. V Sindikatu upokojencev se ves čas trudimo, da bi v okviru dialoga reševali na sistemski ravni odprta vprašanja in probleme in tudi v okviru Zveze svobodnih sindikatov Slovenije na ekonomsko-socialnem svetu skušamo predstavljati naše probleme in jih tam usklajevati. Resnično sem zadovoljna danes, da smo prišli skupaj do ugotovitve, da je potrebno vsem tistim upokojenkam, upokojencem, ki prejemajo res nizke pokojnine, urediti oziroma na nek način popraviti položaj z varstvenim dodatkom. Mi na problem preureditve varstvenega dodatka že nekaj časa opozarjamo in danes smo se dogovorili, da bomo skupaj z ministrom se usedli in našli ustrezne rešitve. Glede izredne uskladitve pokojnin, tako kot je dejala predsednica, pričakujemo seveda odgovor vlade in seveda tudi predloge, kako naprej, da ne bo raven pokojnin zaostajala še v večji meri kot že. Hvala. Hvala lepa. Morda še kdaj ob kakšni drugi priložnosti. Še enkrat hvala lepa vsem udeležencem, da ste se odzvali mojemu povabilu, da smo se res konstruktivno in z argumenti pogovorili in vesela bom, če se bomo srečali še kdaj. Hvala lepa. Hvala tudi vsem predstavnikom medijem, ki ste se udeležili izjave in lep dan še naprej.